112 zasili, prosim. Policisti, če lahko, seveda pomagajo prvi, veliko policistov tudi z licento posredovalcev, tako da takoj, ko pridejo druge službe, seveda prepustijo naprej druge službe za zaščito in reševanje. Prvi na kraj dogodka policije, tudi domači gasilci iz Jezerskega, tako kmalu za njimi tudi poklicna gasilska enota iz in pa reševalna postaja. Poklicni gasilci iz Kranja so s seboj pripeljali tudi čoln, seveda za sam namen vaje, da ne bi vsa stvar nekako predolgo trajala, je čoln že pripravljen v vodi. Na samem začetku je takoj sledil ogled mesta nesreče, kaj se pravzaprav na kraju dogaja in pa posvetovanje z vsemi ustreznimi službami, se pravi s policijo, z reševalci, gasilci, da naredijo nekak plan samega reševanja. Vedno pri poškodovancu, poleg srčnega zastoja, če je otopljen, obstaja nevarnost tudi poškodbe. Zato je potrebno se ravnati, kot da je poškodovano karkoli, vključno z vratno hrbtenico. Tako, gasilci so nekako pri osebi na sredini jezera. Dva gasilca bosta poskrbela, da osebo nekako primeta, čim prej ji rešita glavo iz vode, ter jo s posebnim prijemom tudi potem potegneta na sam čoln. Za ta manever bosta uporabila tako imenovano plavajočo desko, oziroma plavajoča nosila. Ta nosila bosta porinila pod med čoln in med poškodovano osebo, tako bo tudi sam transport na čoln potem tudi lažji. Tako, gasilci so opravili 5 začetnih vpihov in pa nekako tudi tisto prvo najnujnejšo oskrbo nudijo, kar lahko nudijo že na čolnu. Počasi poteka tudi transport do same obale, kjer pa bo poškodovana oseba vzela služba medicinske pomoči. Veliko so tudi, bomo rekli, pivcev. Takrat je obvezno, da se upošteva tura policije in policistov, ki so na kraju, vse stoji za trakom, ki označuje to zavarovano območje in na traku piše stop policija. Takrat je dostop do tega območja seveda omejeno in so samo določeni lahko na tem območju